Le kdo od nas se ne ukvarja s stresom? Ja, stres je naravni odziv telesa na različne izzive in situacije, ki jih dojemamo kot zahtevnejše ali recimo grozeče. Kratkotrajni stres lahko služi kot nek obrambni mehanizem, ki telesu pomaga pripraviti se na soočanje z nevarnostjo ali težavo. Torej, to poznamo kot izraz boj-beg. Vendar pa dolgotrajni ali kronični stres lahko negativno vpliva na fizično in tudi naše čustveno zdravje. No, danes bomo spoznali več vrst stresa. Ampak še predtem poglejmo, kakšni so vzroki. So med njimi morda tudi večerna poročila? No, stres se lahko sproži zaradi različnih vzrokov, vključno s fizičnimi, čustvenimi, družbenimi ali pa delovnimi dejavniki. No, finančne težave imamo, medsebojne konflikte, bi rekla, da vsak izmed nas skoraj da vsako visoko delovno obremenitev, spremembe v življenju, zdravstvene težave in še številni drugi dogodki, ki nam lahko povzročijo stres, če tudi mi nismo oškodovani. Se spomnite recimo med poplavami. Tudi tisti, ki smo bili na varnem, smo doživljali stres. Cela država je bila pod stresom. Pa poglejmo najprej 3 vrste stresa, da boste lahko vi prepoznali, kateri je torej tisti, ki morda vas najbolj obremenjuje. Kot prvo poznamo čustveni stres. No, ta čustveni stres se lahko pojavi v različnih situacijah in v različnih obdobjih našega življenja. Gre za odziv na čustvene izzive. Recimo v službi, ko je veliko dela, ko so roki za oddajo, ko so konflikti z nadrejenimi sodelavci, ko je neka neskladnost med pričakovanji in rezultati in pa še številne druge delovne težave, ki lahko resnično povzročijo pravi čustveni stres. No, zadnje obdobje je veliko čustvenega stresa bilo prisotnega zaradi odnosov. To lahko človeka res izžame. Se veste, konflikti s partnerjem, pa družinskimi člani, prijatelji, sosedi in pa tisti občutek osamljenosti lahko resnično sprožijo močan čustveni stres. No, vsekakor pa so tudi tukaj izgube, spremembe, kot so recimo poroka, ločitev, rojstvo otroka, tudi finančne težave in pa zdravstvene težave in različni pritiski, ki so vršeni na nas. No, poznamo pa tudi kemični stres. Ta kemični stres se lahko pojavi v različnih situacijah, ko smo mi sami izpostavljeni kemikalijam, ki vplivajo na naše zdravje. Recimo delavci v industriji, ki delajo v različnih kemičnih tovarnah, pa rudnikih in pa seveda drugih poklicih, kjer se uporabljajo kemikalije. Vsi ti se lahko soočajo z nekim tveganjem za izpostavljenost strupenim snovem, kot so pesticidi, topila, težke kovine in pa seveda vse druge kemikalije. No, zaradi te okoljske onesnaženosti, tukaj se dajmo zavedati, da se najbolj zastrupljamo v resnici ravno doma. No, in danes tudi vemo, da hrana in vse pijače, oziroma nekatere pijače, ki vsebujejo ostre kemikalije, pa aditive, konzervanse ali strupene snovi, lahko povzročajo oziroma vplivajo na naše zdravje in povzročijo nek kemični stres. Sicer pa kemični stres dejansko povzročijo tudi agresivna čistila, pa kozmetika, različna zdravila s stranskimi učinki in prav vse to je kemični stres. No, kemični stres se hkrati povzroči ob različnih naravnih katastrofah, kot so požari, poplave ali celo potresi. No, minule poplave so vsekakor povzročile ogromno neke plesni, no in tudi to je velik stres za naše telo. Ja, stres je pa lahko tudi surovo fizičen, se veste, od operacij, tudi telesna vadba, celo nosečnost ali podnebne spremembe, recimo prehod med enim letnim časom v drugega. Zato je tudi toliko prehladov v tem obdobju in tudi primanjkuje nam spanje. Vse to je dejansko stres. Sedaj pa je na vas, da prepoznate, katera vrsta stresa je torej tista, ki vas osebno najbolj obremenjuje. Če ga prepoznamo, ga lahko tudi premagamo. Sicer pa je pri vseh vrstah stresa izjemno blagodejna meditacija.
Ja, meditacija je tista, ki vpliva tako na čustveno telo, pa naše fizično telo in vpliva celo na kemijo, biologijo našega telesa. Ja, zato obstajajo znanstveni dokazi. Vabilo na meditacijski tečaj za začetnike vsekakor velja. Preverite tudi kakšen vikend za dušo, da lahko resnično odklopite. Sicer pa je poleg urejenega spanca ter ustrezne prehrane, ki ne povzroča dodatnega stresa, v veliko pomoč vrsta rastlin, ki jih imenujemo adaptogeni. Delujejo pa čisto pri vseh vrstah stresa. No, 5 adaptogenov, ki najbolj pomagajo pri uravnavanju stresa, pa so tulsi, ali drugače ji rečemo tudi sveta bazilika, rožni koren, ginseng in pa cordyceps. No, ravno ta kombinacija vam bo pomagala, da pridete nazaj v svoje harmonično ravnovesje. Poglejmo, kaj je povedala Anita Obradović. Pri meni je največja razlika to, da ne pijem kavice od 3. dneva, odkar jem Adrenal. Aha, okej. Pa sem jo prej pila tako, ful mlada sem začela piti in sem jo dolgo pila in kar velike količine. Sicer nisem imela težav po kavi, ampak vem, da na dolgi rok ni dobra in zaradi tega sem jo želela nehati piti. In predtem sem na primer večkrat probala, pa mi nekako ni šlo, me je ali bolela glava, ali sem bila zaspana. Tako da odkar jemljem Adrenal, pa dejansko mi je super in res ne pijem kave in se super počutim. Tako da definitivno bi jaz Adrenal priporočala vsem, ki si želijo energijo, ampak tako takšno lepo, se pravi, da lahko lepo funkcioniramo, da ni tista živčnost, ker to ni isto kot lepa energija, ampak dejansko, da smo istočasno in umirjeni in da imamo energijo dovolj za ta vsakdanji naš življenjski slog, za vse naše obveznosti. Je pa na konferenci za efektivno medicino adaptogene rastline komentiral tudi dr. Andreas Koning. Alles, was über Jahrtausende genutzt wird, muss einen Nutzen haben. Sonst würden es die Menschen nicht machen. Also eine Therapieform überlebt nicht Tausende von Jahren, wenn sie nichts bringt. Wenn man nur daran glauben müsste und es nur auf einen Placebo-Effekt zurückzuführen ist, ganz sicher nicht. Es kommt bei egal welcher Therapie darauf an, wie wir es durchführen. Also wen habe ich? Ich muss was über den Menschen wissen. Wenn ich jetzt Pilze zum Beispiel verwende, ich brauche natürlich die richtige Kombination. Ich muss natürlich schauen, dass ich bei den Pilzen die Konzentration gebe, das richtige Präparat gebe, aber natürlich auch die Zeit beachte, dass es auch lange genug gegeben wird und nicht zu kurzfristig gegeben wird. Das ist essentiell, auf alle Fälle. Und Pilze behandle ich jetzt wenig, habe ich nur geringe Erfahrung damit, aber das ist mit Sicherheit eine Therapieform, die Sinn macht. Genauso wie eine reine Homöopathie, eine Komplexhomöopathie. Es gibt so viele Wege, wir brauchen nur Möglichkeiten, um regulativ einzugreifen. Und der eine Therapeut, der geht eben lieber mit der orthomolekularen Medizin heran und substituiert mehr. Der nächste arbeitet eher mit den Pilzen, der nächste hat wieder eine andere Möglichkeit. Aber wir brauchen aus den wichtigen Bereichen die entsprechenden Therapieformen. Und um biologisch zu arbeiten, brauche ich eine Zelltherapie wie Papimi, um die Zellen zu erreichen für den Stoffwechsel, diesen wieder zu aktivieren, weil der runtergefahren ist. Ich brauche Durchblutungsverbesserung. Jelena Dimitrijevič nam je zaupala tudi, katero dopolnilo bi priporočalo čisto vsem, ki so se znašli v obdobju, ko so res v stresu, izčrpani, utrujeni in imajo že vsega dovolj. V stresu prihaja do izčrpavanja nadledvičnih žlez in potem se tudi produkcija v enem trenutku kortizola popolnoma izniči, tudi njega ni, zaradi tega obležimo v posteli. Adaptogene rastline ravno to naredijo, regeneracijo, tudi recimo posebej rodiola, rožni koren v adaptogenih je ta, ki res obnavlja nadledvične žleze. Če so tudi vas navdušile rastline imenovane adaptogeni, najdete o njih cel priročnik, ki vsebuje le znanstvene dokaze. No, brezplačno vam je dostopen pri nas na www.klepetobkavi.si.